Zdaj bomo pa nadaljevali simpozij z našo prvo okroglo mizo. Naslov okrogle mize je Novi kažipot za evropski raziskovalni prostor, projekt ERA. Okroglo mizo bo vodila televizijska in radijska voditeljica RTV Slovenija, moderatorka prireditev in avtorica vsebin, gospa Klara Eva Kukovič. Gospa Kukovič najraje komunicira znanost, podjetništvo in prebojne tehnologije. Sedaj pa vas povabim na oder in vam predajam besedo. Izvolite. Anita, najlepša hvala. Ja, kot že rečeno, bomo današnji dan začeli s prvo okroglo mizo z naslovom Novi kažipot za evropski raziskovalni prostor. V naslednji dobri uri se bomo pogovarjali s 5 strokovnjakinjami in strokovnjaki, ki o tem vedo največ, tako z vidika gospodarstva kot ministrstva. In sicer bodo z nami gospa Petra Žagar, Nataša Vrhovec, Ognjen Jakasanovski, doktorica Gita Zadnikar in doktorica Andreja Umek-Venturini. Tako da bi vas za začetek prosila za en velik aplavz za vse sodelujoče. Preden bomo prisluhnili torej okrogli mizi, h kateri ste seveda vabljeni vsi, da sodelujete, tale miza je sicer ravna, zato jo bomo zaokrožili tukaj v tem prostoru, tako da če imate kadarkoli kakšno vprašanje, komentar, za vse sodelujoče, kar pogumno z dvigovanjem rok vam bomo predali besedo, sicer pa bo prostor za vaše vprašanja tudi po koncu okrogle mize. Preden začnemo z debato, pa je prav, da izvemo nekaj več o samih projektih ERA, zato k besedi in predstavitvi vabim Petro Žagar z Direktorata za znanost na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Vabljeni. Pač se nam je zdelo primerno, da preden se začnemo prav konkretno pogovarjati o ukrepih, da mogoče najprej spoznamo, kaj sploh ERA je. Tako da lahko rečem, kaj je ERA. Se pravi, najbližje definiciji ERA je, če pogledamo pogodbo o delovanju Evropske unije, ki v svojem 179. členu da nekak namig, kar reče, cilj Unije je okrepiti njene znanstvene in tehnološke temelje z oblikovanjem evropskega raziskovalnega prostora, v katerem raziskovalci, znanost in tehnologija prosto krožijo. Tako da mogoče je res ERO najlažje razumeti kot nek politični okvir, kot neko strateško pobudo. Ne gre za projekt, kakor je bilo zdajle dvakrat omenjeno, ne gre za program, ampak bolj za neke vrste proces, katerega cilj je v bistvu ustvariti nek tak koheziven, konkurenčen, raziskovalni in inovacijski ekosistem v Evropi. Tako da kaj ERA zagotovo je? Zagotovo je politični okvir. Predstavlja nek usklajen pristop, nek usklajen sklop politik, načel, pobud, katerih cilj je integrirati in uskladiti nacionalne in EU ravni raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti. Ko se je ERA začela, se pravi 2000, je to pomenilo usklajevanje 15 različnih nacionalnih znanstvenih politik, danes pa govorimo o usklajevanju 27 nacionalnih politik. Kaj ERA še zagotovo je? Zagotovo je ideja, ki je v akciji. Začela se je res kot ideja, ki jo je Evropska komisija pač predstavila leta 2000, da bi ustvarili enotni trg za raziskave in inovacije. Z leti se je pa potem razvila, predvsem v zadnjih letih, v neko strukturirano pobudo s konkretnimi dejanji, vključno z paktom za raziskave in inovacije in ki v bistvu nekako določa tudi mehanizme za upravljanje, tako imenovano ERA Policy Agenda oziroma načrt politik ERA. ERO se pravi nasploh vodi nekak ideja o usklajevanju nacionalnih in regionalnih raziskovalnih politik, zato da bi se izognili razdrobljenosti in pa povečali
učinkovitosti vlaganj v raziskave in inovacije na ravni Unije. Kaj ERA zagotovo ni? ERA zagotovo ni program za financiranje, kot je na primer najbolj mogoče poznan nam Obzorje Evropa. Zagotovo ERA ni projekt, ni fizična organizacija ali pa subjekt, je pač kot rečeno nek strateški okvir, nek koncept. Ni omejena samo na države članice EU, vključene so tudi pridružene države članice in pa deležniki, ne nadomešča nacionalnih vlaganj v raziskovalnih sistemov, ampak si prizadeva za njihovo uskladitev, se pravi ta alignment beseda je dostikrat uporabljena, in za integracijo teh raziskovalnih sistemov. In ne gre samo za financiranje, ker ima pač širše politične cilje. Vsebuje tudi reforme, strateške pobude. In tudi ERA, kaj ni statična, pri uresničevanju je imela pač vzpone in padce, se pravi, je neko obdobje, ko je rečemo, da ERA pač stoji in potem je spet neko obdobje, ko je nek nov zagon. Ni statična pa tudi v tem smislu, da se politike ERA v bistvu razvijajo, tudi glede na obravnavane trenutne izzive, ki se pojavljajo, pač digitalni prehod, trajnost, globalna konkurenčnost. Zadnjič na enem sestanku je bilo rečeno, da je ERA forum, ki v bistvu nekako usmerja delovanje ERE, da je v bistvu engine, da je mašina same ERE. Tako da sem tudi sama razmišljala, kaj bi bila še kakšna taka podobna analogija lahko in sem prišla do naslednje analogije, da lahko na ERO pomislite, se pravi na Evropski raziskovalni prostor, pomislite kot na nek arhitekturni načrt za hišo, ki jo skupaj gradi celotna Evropa. In ta načrt ima pač neko vizijo, ima neke cilje, ima neko strukturo. Kako naj bi zdaj ta skupna hiša, ki jo bomo zgradili, izgledala. In potem imamo programe, kot so na primer Obzorje Evropa, Digital Europe, Creative Europe, in te programi predstavljajo orodja, predstavljajo nek gradbeni material. Recimo, predstavljajo cement, opeko, izolacije, kable, se pravi, predstavljajo ključne elemente, brez katerih hiše ne bi mogli zgraditi. Imamo pa na drugi strani nacionalne vlade, se pravi ministrstva, pa deležnike, ki pa prispevajo svoje delo, prispevajo svoje znanje, izkušnje, potrebne za gradnjo te hiše. Tako da se potem v bistvu skozi ta ERA forum, kjer se oblikuje ERA Policy Agenda, nekako usklajuje, kako bomo skupaj zgradili to hišo, kje dele treba najprej zgraditi, kako se bodo deli med sabo povezovali, kako zagotavljati, da bo konstrukcija stabilna in da bo pač funkcionalna za vse. Končni cilj je pa močna, enotna, dobro povezana zgradba ali pa v političnem smislu pač omenjeni enotni trg za raziskave in inovacije, kjer pač raziskovalci, inovatorji iz vse Evrope delujejo brez nekih ovir in skupaj ustvarjajo nova znanja in pa nove tehnologije. Zdaj bom majhen se osredotočila na ERA Policy Agenda 2022-2024. Omenila sem, da je ERA v bistvu med nami že od leta 2000. Za neko ponovno oživitev ERE bi pa jaz sama določila leto 2018. Takrat se je namreč spet začela razvijati razprava o ponovni oživitvi ERE, ki bi zagotavljala pač večjo prepoznavnost, večjo ustreznost, učinkovitost. Ampak tako prav prelomnica te novega obdobja, nove ERE, če rečemo, pa je 1. december 2020, ko je svet, sicer pod nemškim predsedovanjem, sprejel sklop sklepov o veliki prenovi evropskega raziskovalnega prostora v prihodnjih letih. In ti sklepi so skupaj s sporočilom Evropske komisije z naslovom Nova era za raziskave in inovacije, sta nekako dva ključna mejnika v prizadevanjih za izgradnjo nekako novega skupnega raziskovalnega prostora. In tudi sporočilo komisije z naslovom New Era for Research and Innovation je tako mogoče malo besedna igra, ker reče New Era kot neko obdobje in pa hkrati ERA kot evropski raziskovalni prostor. V teh sklepih je bilo predvsem poudarjeno potrebo, da komisija in države članice soustvarjajo in skupaj izvajajo nov evropski raziskovalni prostor in potem vsem to potem prinese raziskovalcem, znanstvenikom, podjetjem, državljanom, pač to omogoča enake koristi.
Se pravi, dejansko je bil poseben poudarek v tej novi eri na tesnejšem usklajevanju raziskav in inovacij med regionalnimi, nacionalnimi in evropskimi ravni, pa za čim večji pač učinek naložb Unije in pa za doseganje skupnih ciljev politik in za zmanjšanje razkoraka na področju raziskav in inovacij. Potem je pa še ena pomembna prelomnica, je pa november 2021, ko je svet v času slovenskega predsedstva sprejel pakt za raziskave in inovacije v Evropi, ki pa je v bistvu neke vrste temelj nove ere, nov okvir upravljanja za izvajanje ere. Poleg tega je pa poleg pakta sprejel še načrt politik ere za obdobje 2022-2024 in s tem pozval države, da naj pri izvajanju ere res sodelujejo partnersko in poskrbijo za čim večje vključevanje deležnikov. Tako da je dejansko velik dosežek sprememba pri upravljanju ere in ta je, da v bistvu temu svojemu soustvarjanju so zdaj na novo vključeni tudi deležniki. In sicer na ERA forumu imamo poleg držav članic in pridruženih članic še 7 deležniških skupin. In te so skupina univerz in visokošolskih inštitucij, ki jih trenutno zastopa EUA, European University Association, potem imamo predstavnike raziskovalnih in tehnoloških organizacij, trenutno jih zastopa European Alliance of Social Sciences and Humanities, potem imamo tretji deležnik raziskovalna in inovacijska intenzivna podjetja, vključno za malimi in srednje velikimi podjetji, jih zastopajo Business Europe. Potem imamo individualne raziskovalce in inovatorje, trenutno je to eni raziskovalec iz Maastrichtske univerze. Potem imamo kot deležnike raziskovalne infrastrukture, ki jih zastopajo Forum ERIC. Potem imamo financerje raziskovalnih in inovacijskih organizacij, se pravi financerje raziskovalnih in inovacijskih programov, organizacije, ko bi rekli pri nas recimo ARIS, zastopa Science Europe in potem imamo še Akademijo znanosti, ki jo zastopa ALEA, se pravi All European Academies. Poleg tega sta pa k oblikovanju oziroma sodelovanju v ERA forumu kot opazovalca še predstavnika Evropskega odbora regij in pa predstavnika Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Zdaj sem govorila malo, se pravi, o ERA Policy Agendi in zdaj mogoče, kaj pa to pomeni v Sloveniji. Se pravi, rekli smo, da je ERA Policy Agenda leta 2021 sprejeta konec leta za obdobje 2022-2024 in za nas je pa to pomenilo, kar se tiče implementacije, da je v bistvu zelo veliko pripomoglo ravno to, da se je oblikovala nekako vzporedno z resolucijo o znanstveno-raziskovalni inovacijski strategiji Slovenije, tako da smo v bistvu veliko stvari, ki so se pač vzporedno dogajale v okviru foruma, lahko pol tudi vpeljevali v nacionalno strategijo. Tako smo napisali naprimer v strategijo namero o 4 akcijskih načrtih oziroma nekih tematskih strategijah, roadmap za raziskovalne infrastrukture, akcijski načrt za odprto znanost, akcijski načrt za prenos znanja, akcijski načrt za enake možnosti in te recimo 4 akcijski načrti potem prispevajo k 5 različnim ERA ukrepom. Zdaj, prav podrobno, kaj je bilo doseženo v posameznem ukrepu, mogoče ne bi, ker zato obstajajo ERA Country Report, se pravi vsako leto se potem napiše za vsako državo posebej ERA Country Report po ukrepu, kaj je bilo doseženo. Zdaj za 2023 je to vzunaj, lahko rečem, da smo bili recimo veliko bolj aktivni kot v letu 2024, se mi zdaj bil dejansko en tak zagon na začetku in smo vsi bili mogoče tudi v vseh oblikah izvajanja posameznega ukrepa veliko bolj aktivni. Zdaj za 2024 se pa pripravlja novo poročilo, tako da smo tudi že izvedli pač intervjuje z izbranim izvajalcem. Se pravi, kar se tiče ERA Policy Agende, 20 ukrepov je bilo identificiranih, od tega se Slovenija vključila v 13 njih, od 2 od teh bomo bolj podrobno tudi malo kasneje, se pravi spodbujanje enakosti spolov, če rečemo ukrep 5, pa pospeševanje dvojnega prehoda ključnih evropskih ekosistemov, ERA ukrep 12. Zdaj, se pravi, od novega štarta je rečemo 3 leta že minilo, tako da je tudi komisija bila dolžna objaviti nekako sporočilo o implementaciji ERE. Če pogledamo za 20 let nazaj, se pravi od leta 2000, lahko rečemo, da je res ogromen napredek bil narejen
za razvojem raziskovalnih evropskih infrastruktur in pa za dostopom do njih. Bil je ogromen napredek narejen z oblikovanjem skupnih raziskovalnih programov, za zagotavljanje boljših pogojev za mobilnost raziskovalcev, za večjo privlačnost raziskovalnih poklicnih poti in pa glede odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov. Vendar ne, tudi v tem znanem Draghijevem poročilu je zapisano, da so še vedno prisotne velike razlike in razdrobljenost med državami in med regijami. Tako da, če pogledamo v zadnjih letih, če pogledamo, poznate vsi European Innovation Scoreboard, obstaja pa tudi Regional Innovation Scoreboard. In če pogledamo najbolj uspešne regije v EU, te so 8-krat bolj inovativne od najmanj uspešnih. Se pravi, ta prva, ki ima faktor 160, Švedska ali pa Finska, zadnja na lestvici ima faktor 20. Tako da to v bistvu kaže, no, da nekako raziskovalci nimajo enakih pogojev za raziskovanje in inovacijsko dejavnost, in pa še kaže tudi na to, da v bistvu vlaganje javni in zasebno v RR ostaja pač v nekaterih državah precej pod 3%. Zdaj v sporočilu iz 2020 oziroma v tem paktu so bili opredeljeni 4 strateški cilji. In tako rečemo v bistvu, da pakt ima 4 strateške cilje. In tudi, ko se gleda monitoring, evalvacija same ere, se ne gleda po posameznem ukrepu, ampak se gleda po teh 4 strateških ciljih. In te 4 strateški cilji so poglobitev resnično delujočega notranjega trga, skupno spoprijemanje z zelenim prehodom, digitalno preobrazbo in drugimi izzivi, ki vplivajo na družbo, ter večja participacija družbe v ERA, se pravi vključevanje javnosti, izboljšanje dostopa do raziskovalne in inovacijske odličnosti po vsej Uniji in izboljšanje medsebojnih povezav med inovacijskimi ekosistemi po vsej Uniji, pa spodbujanje in usklajevanje naložb in reform na področju raziskav in inovacij. Zdaj, za doseganje teh ciljev iz pakta sem že omenjala, da se je tudi spremenila struktura upravljanja, tako da poleg pač ERA foruma je mogoče nad ERA forumom je še skupina ERAK, to je strateški svetovalni odbor sveta za Evropski raziskovalni prostor in za inovacije. V ERA forumu imamo, se pravi, države članice, imamo pridružene države, imamo deležnike in forum pač usklajuje ta prednostna področja, nekako pripravlja načrt za nove ukrepe. Tretji sestavni del te nove strukture ERE je pa v bistvu vzpostavljen nov sistem spremljanja napredka in pa ocenjevanje učinkov ukrepov. Zdaj, na kratko lahko rečem, se pravi, rekli smo, da se po teh 4 strateških področjih gleda napredek in če gledamo področje, ki je namenjeno naložbam in reformam, kle recimo je zelo veliko držav veliko začelo vlagati v raziskave in inovacije preko mehanizma za okrevanje in odpornost, NOO, in je pač povezal potem ta sredstva z nujno potrebnimi strukturnimi reformami. Zdaj, kaj se na tem področju še lahko naredi? Tukaj se zdi pač ključno, da je potrebno še večje usklajevanje politik glede skupnih prednostnih nalog, da je res treba prednostno razvrščati naložbe v raziskave in inovacije, da je treba tudi bolje spremljati učinke teh ukrepov, pa še vedno drži, kar jaz že sama poslušam 15 let, da je 90% javnih sredstev za raziskave in razvoj še vedno osredotočenih samo na nacionalne prednostne naloge. Se pravi, države premalo sredstev dajo ven, se pravi čezmejno, za medsektorsko, meddržavno, mednarodno sodelovanje. Glede izboljšanja dostopa do odličnosti je bil tudi narejen velik napredek, že če pogledamo obzorje Evropa pa Widening program. V obzorju 2020 je bilo 8% namenjeno Wideningu, proračun obzorja Evropa pa namenja 14% sredstev Wideningu. S tem se pač podpira usposabljanja, razvoj poklicnih poti, spretnosti, mobilnost, se pravi preko ukrepov kot sta KOS pa MSCA, na primer. Forum pa ves čas poudarja, da je treba ukrepiti sinergije med različnimi ravnmi ukrepov politik na ravni EU pa na nacionalni ravni. Zdaj, kaj se lahko tukaj še naredi?
mogoče povečati prepoznavnost, raznolikost talentov, povečati odprtost mrež za sodelovanje, poenostavitev upravnih postopkov za dostop do neke finančne, tehnične podpore za novince pri tej čezmejni medsektorski mobilnosti. Glede strateškega cilja pakta prenos raziskovalnih in inovacijskih dosežkov v gospodarstvo, tukaj je ful potrebna izboljšava. No? EU patentni urad ima statistiko, da le 1/3 patentiranih izumov evropskih univerz ali pa raziskovalnih tehnoloških organizacij se uporablja v komercialne namene, tako da je res ključen za spodbujanje evropske rasti, boljša uporaba rezultatov v raziskavah in inovacijah in njihov prenos pač v proizvode, v storitve gospodarske in pa v družbeno vrednost. Potem imamo pa še 4. strateški cilj, poglabljanje ERA, kle je pa v bistvu največ tudi govora, dosti povezano tudi s patenti, no, 70% patentov, solastniških patentov je rezultat sodelovanja znotraj regije, le 13% na primer jih vključuje organizacije s sedežem v 2 različnih državah. Tako da je tudi to področje, no, je nekako še kar precej izboljšav predvideva. To bi bilo ERA Policy Agenda 2022, zdaj pa gremo na hitro na 25 pa na 27. Tudi pri oblikovanju 25 pa 27 je šlo za co-creation proces, skupaj se pravi forum, komisija, države članice, tudi deležniki, pridružene države v okviru Obzorja Evropa. Začelo se je marca 2023, se pravi res je proces, to ni tako, da smo mi kar, ne vem, v enem mesecu, zdaj imamo pa novo policy agendo, ne, se pravi šel je proces od lanskega marca, smo delali na tem najprej z gap analizo in potem vse zdaj do 20. novembra, ko je bil zadnji sestanek foruma, smo nekako komisiji rekli, ok, to je pa zdaj teh 23 predlogov, za katere mislimo, da bi mogli biti vključeni v novi ERA Policy Agendi. Tako da komisija bo na mizo dala predlog enkrat februarja z novimi ukrepi in potem se nekako pričakuje 23. maja sprejem nove te ERA Policy Agende. Ne vemo, a bo 23 ukrepov vključila ali ne. Še sama bo naredila neke posebne analize, je pa mogoče samo tako za informacijo, da od teh 23 novih predlogov jih je v bistvu 4 ali pa 5 takih, ki so novi, ostali so v bistvu nadaljevanje že obstoječe ERA Policy Agende. Pa mogoče na hitro še sam za konec, se pravi, če bi tako na kratko jaz mogla povedati, kaj je ERA, bi lahko rekla, da jo lahko opredelim ERO na 3 nivojih in bi rekla, da jo lahko opredelim na nivoju koordinacije, financiranja pa zakonodaje. Tako da, kar se tiče koordinacije, ERA omogoča pač boljše usklajevanje nacionalnih raziskovalnih politik z evropskimi cilji, spodbuja sodelovanje med državami, izmenjavo dobrih praks, vzpostavitev nekih skupnih pobud za zmanjšanje razdrobljenosti evropskega raziskovalnega prostora. Je pa tudi ERA Policy Agenda, ta prva, je bil eksperiment, ne? V bistvu smo združili države so združili neke svoje politične prioritete, neke želje, upravljalske želje, se pravi spet 27 različnih želja. In lahko rečem, da je uspeh dosežena ravno ta dobra formula, kako sodelujemo države z Evropsko komisijo in da imamo v bistvu nek skupen načrt upravljanja skupaj z deležniki. Kar se tiče zakonodaje, ERA podpira pač pravne podlage, ki omogočajo vzpostavitev odprtega, vključujočega raziskovalnega raziskovalnega prostora. Zakonodaja potem zajema pravila za mobilnost raziskovalcev, za odprti dostop do raziskovalnih rezultatov, za enakost spolov, naprimer, ne vem, bila so sprejeta priporočila sveta o odprti znanosti, direktive o avtorskih pravicah in podobno. Zdaj zakonodaja je trenutno, zdaj je zunaj ena taka meglena teorija o ERA Actu, ki se pojavlja pač v mission letter nove komisarke, pa tudi v smernicah nove Evropske komisije. Ne vemo, kaj bi ta ERA Act dejansko predstavljal, ampak verjetno nekako pobude v okviru naslavljanja ovir glede prostega pretoka znanja. Se pravi, kaj je tisto, kar zavira 5. svoboščino,
verjetno, kaj v zvezi s tem, usmerjeno pač naslavljanju nekih specifičnih izzivov glede prostega pretoka znanja. Potem pa še glede financiranja. ERA se prav zagotavlja mehanizme za ciljno usmerjeno financiranje raziskav in inovacij, vključuje programe, kot je na primer Obzorje Evropa, ki podpirajo pač odličnost, sodelovanje, sinergije med nacionalnimi sredstvi. Primeri so ukrepi VAIDERA, MSCA ukrepi. Na Obzorju imamo seveda tudi 10. okvirni program, se pravi naslednik Obzorja Evropa, v katerem se omenja sklad za konkurenčnost, ampak zaenkrat je to še vse brez nekih stabilnih idej. Je pa ključno pri financiranju, da dejansko govorimo o tem vlaganju 3% BDP-ja za raziskave in razvoj. V Evropi je pa razpon zelo širok. Imamo vse od 0,6 do 3,4. Zadnja beseda, citat, ki poudarja pomen sodelovanja, solidarnosti in skupne vizije, se pravi neke temeljne vrednote, ki so v bistvu tudi temeljne vrednote Evropskega raziskovalnega prostora. To je citat Roberta Schumana, ki reče, Evropa ne bo nastala naenkrat ali po enem načrtu, zgrajena bo s konkretnimi dosežki, ki bodo najprej ustvarili de facto solidarnost. In to dejansko jaz tudi mislim, da ERA je. Gospa Žagar, najlepša hvala za predstavitev ERE, ki ni projekt, ampak je politični okvir, kot smo se zdaj naučili. Bi pa zdaj v ospredje povabila še preostale današnje sogovornike, torej vabljeni tudi Ognjen Jakasanovski, doktorica Gita Zadnikar, doktorica Andreja Umek Venturini in pa Nataša Vrhovec. Pa da samo še v vmesnem času predstavimo današnje sodelujoče. Izvolite, gospa Petra Žagar deluje na Direktoratu za znanost na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Specializirana je za znanstveno politiko Evropske unije. Deluje kot nacionalna delegatka v strokovni skupini ERA Forum, kjer prispeva k oblikovanju politik in strategij za podporo izvajanju Evropskega raziskovalnega prostora. Prav tako je članica strateškega programskega odbora za Obzorja Evropa in nacionalna delegatka v središču za partnerstva Knowledge Hub. Ognjen Jakasanovski je vodja zunanjih partnerstev v Sandozovem globalnem razvoju, katerega del je tudi LEK. Odgovoren je za izvedbo strategije sodelovanja z zunanjimi partnerji pri razvojnih projektih generičnih farmacevtskih izdelkov. Za seboj ima 6 let delovnih izkušenj kot raziskovalec farmacevtskega razvoja v LEK-u, kjer je bil odgovoren za izvedbo predformulacijskih študij ter razvoj procesov za generične farmacevtske izdelke. Doktorica Gita Zadnikar deluje na sektorju za znanost Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, kjer pokriva področje enakih možnosti ter etike in tudi integritete v znanosti. V okviru Evropskega raziskovalnega prostora zastopa stališča Slovenije pri ukrepu, ki je namenjen spodbujanju enakosti spolov in vključevanja, kar obsega tudi presečišča spola in drugih kategorij. Doktorica Andreja Umek Venturini je trenutno sekretarka na Direktoratu za znanost in inovacije na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Od leta 1999 je zaposlena na ministrstvu pristojnem za znanost. Njena glavna odgovornost je sodelovanje Slovenije v raziskovalnih in inovacijskih programih Evropske unije od faze njihove priprave, torej na ravni Evropske unije, do faze podpore slovenskim raziskovalnim organizacijam za uspešno sodelovanje v programih EU. In še Nataša Vrhovec je sekretarka na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Pred letom in pol je prešla iz Ministrstva za gospodarstvo s prenosom področja inovacij na MVZI. Aktivno je vključena v pripravo in izvajanje strateških in programskih dokumentov doma in mednarodno, je pa tudi članica skupine ERA, ukrepa 12, tehnologije za dekarbonizacijo industrije. Lepo pozdravljeni, zdaj se vam pa pridružim še na tej okrogli mizi tudi sama. Deluje? A se slišimo? Deluje? Deluje. Torej najprej lep pozdrav in gospa Žagar, še enkrat lepa hvala za predstavitev. Mislim, da smo vsi zdaj dobili en tak dober pogled, kaj ERA sploh je, pa bi morda začeli z eno kratko anketo.
anonimno, ne anonimno, bo kar javna. Bi vas samo prosila, da v zrak dvignete roke vsi tisti, ki ste že, torej od leta 2020, kadarkoli aktivno ali pasivno sodelovali ali slišali za ERO. Ja, torej smo v manjšini. Vsi bi mogli dvigniti roke. Ja, vas samo prosim vse sogovornike, torej kot smo že rekli, je ta okrogla miza namenjena sodelovanju, diskurzu, tako da mikrofonov bo dovolj, tako da če imate kakršenkoli komentar tekom tega pogovora, kar pogumno v roke mikrofon, da se bolje slišimo oziroma da nas bolje slišijo tisti, ki nas spremljajo preko spleta. A ga lahko manj kar zdajle že? Lahko, seveda, prosim. Ko sem sedela, hvala Petri za to fino predstavitev, in ko sem sedela v občinstvu še, takoj se mi zgodil en flashback, in sicer, ko sem se jaz začela zanimati za raziskovalno politiko, sem se prvič srečala z Evropskim raziskovalnim prostorom in sem rekla, Madonna, jaz prihajam iz raziskovalne sfere, bila sem raziskovalka, dejavna kot raziskovalka prej, sem rekla, Madonna, koliko je pa to en fin koncept, ne. In ne samo to, celo nekako se je pri nas začel z ljubljanskim procesom, ne, tako da smo lahko zelo ponosni na to. In toliko in toliko let kasneje, ne, sedim tukaj in predstavljam enega od ukrepov. A ni to fantastično? Ja, tako se začne. Mogoče danes spodbudimo koga, da bo pa sodeloval pri naslednjih ukrepih. Pa bom delila še jaz svojo zgodbo, torej jaz pa ne prihajam ne iz raziskovalnega sveta, niti ne iz sveta, ki ustvarja takšne evropske politike. In ko sem v brskalniku tipkala ERA ukrepi in ERA in sem naletela na tako strateške in tako zelo obsežne dokumente, sem si pa rekla, ojoj, tole je pa velik zalogaj, kako ga bomo obdelali v 1 uri. Ampak obljubim, da ga bomo, nekako nam bo uspelo. Bi pa morda začela pri samih osnovah oziroma pri tem, kar smo že nekako oziroma kar ste že nekako začeli, gospa Žakar, in sicer, torej danes se bomo osredotočili samo na nekaj ukrepov. Kdo v Sloveniji je pristojen oziroma kdo v Sloveniji skrbi za izvajanje teh nekaj ukrepov, v katere je vključena Slovenija? Ja, se pravi za ERA Policy Agenda, ki se izteka, smo rekli, da od 20 ukrepov je Slovenija se pridružila 13. Večinoma teh ukrepov, rečemo jim nosilci ukrepov, tako po hodniku, no, so nosilci ukrepov, prihajajo iz Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. V nekatere ukrepe smo pa vključili tudi zunanje strokovnjake, kot naprimer za ERA ukrep 2, za avtorsko pravo, za ukrepe, ki so vezani na v bistvu ta bo iz nove Policy Agende za SET plan, se pravi strateški načrt energetski, je vključeno Ministrstvo za okolje, prostor in energetiko. Mogoče v obstoječi Policy Agendi malo manj zunanjih ekspertov, v prihajajoči, kaj je pa 23 predlogov, se Slovenija namerava vključiti v 15 ukrepov, od tega jih bi 9 prevzeli na ministrstvu, v 6 bi bili pa zunanji deležniki, ki pa prihajajo tudi iz različnih inštitucij, predvsem smo naslovili KOSTRIS, rektorsko univerzo, da pač oni podajo predstavnike, ki bi lahko, tako da imamo različna, Univerza v Mariboru, fakultete za strojništvo, fakultete za elektrotehniko, ZRC, ZU, za etiko, pa zelo različni, no? Tako da poskušamo tudi sami slediti temu nivoju vključevanja deležnikov tudi pri nas, no? Torej, ogromno enih institucij, ki bodo neposredno vključene v izvajanje teh ERA ukrepov. Ste pa kot enega od ciljev omenili tudi vključevanje javnosti. Kako pa zdaj bo javnost vključena v vse te vaše ukrepe oziroma ne bomo rekli projekte? To je bil pa obstoječi ERA ukrep 14. Ja, pravi, je imel prav področje citizen science, se pravi, ne vključevanje javnosti v oblikovanje recimo teh ukrepov, to delamo preko raznih deležniških skupin pa združenj, ampak prav ukrep je bil namenjen vključevanje državljanov v raziskave, se pravi citizen science, in to je bilo ravno odlično, da je bilo res istočasno za pripravo akcijskega načrta za odprto znanost, tako da smo preko vaje vzajemnega učenja, ki se je izvajala v tem ukrepu 14,
rezultate nekako prenesli v ta akcijski načrt za odprto znanost in imamo zdaj noter poseben element vključevanja občanske znanosti v raziskave in tudi ARIS je dal, mislim, da nedolgo nazaj ven razpis za financiranje projektov, ki vključujejo občansko znanost. Natančneje o samih ukrepih, morda nekoliko pozneje, ker bi se najprej dotaknila enega vprašanja in sicer to so izzivi oziroma težave, na katere naletite pri izvajanju teh ukrepov. Torej z nami so danes sogovorniki, ki se vsak ukvarja z enim specifičnim ukrepom oziroma bolj skrbi za eno področje. Tako da bi vas prosila, da morda vsak izmed vas podeli z nami, kaj je tisti izziv, s katerim se srečujete ali pa na katerega ste naleteli pri izvajanju ukrepov do 2024 in kako morda jih načrtujete nekako rešiti s prihajajočim dokumentom? Mislim, jaz lahko povem, jaz sodelujem, se pravi, ERA 14, to je bila ta del, ki je bil povezan s Citizen Science, so še druge stvari, ne vem, pirati plastike, pač fulejnih pobud je bilo tukaj noter, lahko povem za 10, da v bistvu nimamo velikih izzivov. ERA ukrep 10 je vezan na misije in partnerstva, se pravi pokrivan del, ki so Evropska partnerstva za raziskave in inovacije. Tukaj je super struktura, se pravi ekspertna skupina držav članic, ki svetuje v bistvu Evropski komisiji in oblikuje pač krajino partnerstvo. Tako da smo recimo tudi mi v okviru te skupine, Partnership Knowledge Hub se reče, smo zdaj pripravili stališče do 10. okvirnega programa, se pravi naslednika Obzorja Evropa, z vidika evropskih partnerstv za raziskave in inovacije. Tako da jaz mislim, da kle ni ful nekih izzivov, edin, kar je mogoče to, da so partnerstva kot taka, vedno percepcija, da so to inštrumenti za financiranje, pa malo manj inštrumenti za policy. In mogoče hočemo ta korak zdaj narediti, da bi bili dojemanje evropskih partnerstv za raziskave bolj kot politični inštrument. Ja, zelo globoko razmišljam o teh izzivih, in bi z veseljem Nataši prepustila, ampak mislim, izziv predvsem vidim kot pozitivno, se pravi, mi se v okviru te naše podskupine za vključujočo enakost spolov pač srečujemo zelo različni deležniki, tako kot je Petra omenila, ta je ena od bolj podprtih, se pravi 22 držav članic sodeluje v tej podskupini, ki izvaja ta ukrep, to je to besedišče, ki sem rabila kar nekaj časa, da sem ga osvojila, ampak zdaj ga obvladam, tako da to se da, glede na vaš uvod, in pa vse deležniške organizacije in tako naprej in pač te izzivi res vidim jih pozitivno, zato ker ti odpira horizonte, obzorja, kaj mi v Sloveniji lahko še naredimo, in če me vprašate zdaj, kjer je tisti zame izziv, ki se mi zdi najbolj pomemben na področju enakosti spolov ali pa na področju delovanja te podskupine, tega ukrepa, bi jaz rekla, bi se osredotočila na vključevanje tako imenovano gender dimension, s tem se v Sloveniji na nek način še nismo zares začeli ukvarjati, se pravi vključevanje tega vidika, te dimenzije spola v samo vsebino raziskav, ki je zelo pomembna, pogosto, vpliva tudi na rezultate, in pa hkrati na evalvacijo, ocenjevanje, se pravi, ali z vidika pristranskosti, nezavedne pristranskosti pri ocenjevanju in tako naprej. Tako da mogoče bi to izpostavljeno kot en tak pozitiven izziv, ki ga moramo nasloviti v prihodnosti. Tako jaz vidim, A tale tudi dela. Jaz bi pa rekla, da pač vključevanje v ERA, jaz vidim kot članica pri ukrepu 12, da se odprejo neka nova vrata. Tudi zvemo veliko stvari, kaj se dogaja, imeli smo tudi prenos dobrih praks. Velik izziv je pa potem, kako to prenesti informacije naprej do naših raziskovalnih inštitucij, do recimo prek naših strateških razvojno-inovacijskih partnerstev, do gospodarstva, gospodarske zbornice, ker recimo, kar smo tam ugotavljali, kjer tehnologije rabimo za zeleni prehod, kjer se nam zelena agenda nekako prihaja v del raziskav in tudi
kaj rabimo na področju znanosti, se potem tudi dogaja v Evropi, kot vidimo, zdaj sem pa utihala. Okay. Kot vidimo pol pri različnih sklepih na ravni EU, da bomo imeli platformo za nove materiale, da bomo imeli svet, kamor se moramo potem tudi vključiti oziroma se morajo vključiti ali naše raziskovalne inštitucije ali gospodarstvo, kjer je pa seveda spet izziv, še eden, kam se res vključiti, da bomo res lahko kaj potegnili oziroma prispevali, ker povsod se ne moramo, Slovenija ni tako velika, da bi vse pokrili. Kaj pa lahko pokrijemo? Ja, to je pa bolj odvisno in od ljudi in od tematik, kjer bi se radi pač videli. Res jih je veliko, pa verjetno se tudi na ravni raziskovalcev potem s tem sprašujemo to vsak dan. Na ministrstvu se, vsakič, ko pridemo v katere ukrepe se bomo vključili, moramo malo pretehtati, katere tematike bomo pač porivali, kje imamo prioritete. Pa ja, s strategijami na tem področju žal nismo še dobri, bomo še kaj naredili, imamo še pot za prehoditi. In po kakšnem ključu se potem recimo odločite, katere ukrepe, pri katerih ukrepih boste sodelovali, v katere se boste vključili? Jaz bi rekla, če imam tako, to je odvisno od ljudi, in od naših interesov. In se pravi, če imamo idejo in bi radi, in potem tudi, če znamo to naprej predstaviti in še koga zainteresirati, potem bomo lahko potegnili stvar in vsebinsko tudi peljali naprej. Tako da, če mene vprašate, na ljudeh in potem neka kapaciteta, ki se ustvari okrog tega. V praksi je bilo pa tako, se pravi, za omenjeno gap analizo smo delali na ministrstvu, se pravi, kaj je tisto, kar manjka, kjer ukrep bi bilo res super, da se nadaljuje. Potem so bile pa za identifikacijo, se pravi, Era Policy Agenda 25-27, sta bile 2 anketi narejeni in v to anketo smo vključili te deležniške organizacije, da so v bistvu one identificirale, kjeri so pa tisti ukrepi, ki bi jih oni radi izvajali. Bilo je pa tudi tako, da smo, ko smo mi že rekli za obstoječo, da so prišli potem pobude, a bi lahko mi sodelovali, a se da še priklopiti, res nam je področje pomembno. Tako da tudi mi pač vključujemo, ni tako, da se sami odločamo. Še mogoče tudi to, da ne gre samo za ukrepe, ampak gre v bistvu za strateške politike, in tiste prevzamemo bolj ali manj mi, ostalo, ko so pa rečemo ukrepi, če bi tako delili, malo razdrobili, so pa odprti pa za sodelovanje deležnikov. Ne vem, je bil predlog ukrepa nove metode poizkusov na živalih in se je medicinska fakulteta ful vključila. Pač različno je. Če so pa res bolj strateške politike, ne vem, raziskovalne infrastrukture, gender, take stvari, pol pa ostane na ministrstvu. Hvala. Nadaljujemo še z zadnjimi izzivi. Doktorica Andreja Venturini, bomo nadaljevali z vami, Sando pa potem dobite besedo. Torej, kaj pa vi ocenjujete, da so izzivi pri izvajanju ukrepov, oziroma pri tistih, v katere ste sami najbolj vključeni? Ja, zdaj mogoče jaz malo na drug način odgovorila, kot so kolegice pred menoj, ker sem tukaj danes povabljena v vlogi nekako odgovorne na ministrstvu, seveda, ne širše, za področje umetne inteligence, še posebej umetne inteligence v znanosti, in to še ni ERA ukrep kot tak. O tem zdaj diskusija teče, tako na EU ravni, na nacionalni in globalno. Kaže, da bo uporaba umetne inteligence v znanosti izrednega pomena in skratka vsi vemo, da umetna inteligenca bo preobrazila vsa naša področja življenja in dela. Očitno se pa kaže, da bo pravzaprav en večjih vplivov prav na področju dela v znanosti. Zdaj recimo, če samo en tak podatek kot zanimiv povem, zakaj je na mestu, da se vsi vedno bolj intenzivno o tem pogovarjamo in tudi verjamemo, da bo kmalu tudi ERA ukrep na to temo, ki pač še ni, zato težko tako direktno odgovorim na vaše vprašanje. Recimo en tak zanimiv podatek se mi je zdel, če povzamem založnika Elsevier. V letu 2020
je kar 12% raziskovalcev v svojih seveda publikacijah poročali, da so intenzivno uporabljali metode umetne inteligence pri svoji objavi, v svoji raziskavi, ki je bila objavljena. Leto kasneje, se pravi 2021, je bilo pa že 16% takih. Skratka, v enem letu kar 4% skok in seveda to samo raste. Zdaj, ne morem direktno govoriti o ukrepu, ker ga še ni, zaenkrat sodelujemo v neki predpripravljalni skupini, lahko bi rekli neka vaja medsebojnega učenja, zato da sploh trasiramo podlago za ERA ukrep na področju umetne inteligence v znanosti. To je tako imenovan, če boste recimo pogooglali, je Mutual Learning Exercise on National Policies on AI in Science. Zdaj teh politik tako eksplicitno fokusiranih na umetno inteligenco v znanosti nimamo v Sloveniji, mogoče bo to tudi rezultat tega našega sodelovanja. Imamo pa širši okvir dobro postavljen in tudi, da takoj dam v kontekst, tudi ne samo, da v Sloveniji nimamo fokusirane politike na umetno inteligenco v znanosti, tudi marsikatera evropska država še nima tako fokusirane politike, to je zdaj v nastajanju. Ampak bi pa lahko rekla, da imamo pa širši okvir za znanost, pa dovolj dobro postavljen, da imajo raziskovalci in organizacije že zdaj možnost vključevati te metode dela v svoje znanstvene raziskave. Že minister pred menoj, pa potem tudi kolegica Petra so govorili, imamo prenovljeno zakonodajo, ki omogoča večje financiranje, večjo avtonomijo raziskovalcem in raziskovalnim organizacijam, kar pomeni, da se lahko odločate in to vključujete. Imamo strategije in akcijske načrte za vzpostavitev infrastrukture in tudi strategijo za odprto znanost in ravnanje z raziskovalnimi podatki. In to verjetno veste, da brez primerne infrastrukture, kot so računalniške zmogljivosti in podatkovne infrastrukture, in brez odprtih, kakovostnih podatkov pravzaprav ne moremo delati kakovostno v umetni inteligenci in imamo potem več, da tako rečem, skoraj problemov, ne bom rekla izzivov, pristranosti in tako naprej. Skratka, mislim, da je Slovenija v tem pogledu dovolj dobro postavljena s strategijami in tudi z dosedanjo razvito infrastrukturo in pristopom do odprtih podatkov. Tako da izvajamo, ne glede na to, da ni to niti še ERA ukrep, niti da nimamo fokusirane politike nacionalne na uporabo umetne inteligence v znanosti, mislim, da že kar nekaj stvari se izvaja, pa ne vem, mogoče v nadaljevanju, da ne bomo grabila celega časa, ampak kar nekaj lepih projektov in programov tudi podoktorskega izobraževanja poteka. Najlepša hvala. Bi spet izvedla eno krajšo, ne anonimno anketo, samo morda glede na to, da je v naših vrstah kar nekaj mladih raziskovalcev ali drugih, ki se na takšen ali drugačen način vključujete v raziskovalni prostor, bi vas samo prosila, da v zrak dvignete roke vsi tisti, ki pri svojem delu, raziskovalnem delu, že aktivno uporabljate umetno inteligenco. Zopet manj rok, kot bi si morda želeli ali pričakovali, pa se morda vrnemo kar nazaj k vam, doktorica Andreja Venturini, in sicer, ko govorimo o umetni inteligenci, vedno izpostavljamo tiste neke pozitivne ukrepe oziroma kako si lahko z umetno inteligenco pomagamo, a vendar se pojavi potem tudi vprašanje etike. Torej, te etične dileme so verjetno tudi pogoste, tudi v raziskovalnih debatah, temah. Torej, katere konkretno etične dileme opažate vi oziroma se pojavljajo pri uporabi umetne inteligence v raziskavah? Ja, seveda, umetna inteligenca, kot sem sama rekla, prinaša res neslutene možnosti za obdelavo podatkov, napovedmi in vsem ostalim, kar bi pohitrilo in naredilo znanost učinkovitejšo. Predstavlja pa seveda tudi kar nekaj dilem in pasti. Tako da je ta diskusija skoraj enako živa kot o uporabi umetne inteligence, je tudi enako živa o diskusiji, kako pripraviti ustrezne etične smernice za uporabo umetne inteligence, in sicer, da bi se varovala tako zasebnost podatkov, algoritmična pravičnost in tudi preprečevanje zlorab teh orodij. Zdaj, ERA forum, o katerem ste že nekaj slišali, recimo, je pripravil, po mojem mnenju, zelo ustrezne smernice za uporabo generativne umetne inteligence v raziskavah.
z vsemi ključnimi napotki, tako za same raziskovalce, organizacije, ki financirajo znanost in za založnike, kar je tudi pomembno v znanosti. In to je objavljeno na spletu, če koga zanima. To so Living Guidelines on the Responsible Use of Generative AI in Research. Namenoma so samo na spletu, to sploh ni publikacija v smislu, ker je ta dokument dejansko živ. Trenutno vsi vemo, umetna inteligenca tako hitro napreduje, da bi bilo nesmiselno pravzaprav pripravljati neka statična pravila in jih tiskati. Mi smo s tem tudi seznanili že vse slovenske raziskovalne javne organizacije in jih pozvali, da ta živ dokument nekako uporabijo za osnovo, za lastne etičen okvir, ki bi ga pripravila posamezna organizacija, ker seveda organizacija recimo med fakulteto recimo za fiziko in fakulteto za farmacijo je uporaba umetne inteligence zelo različna in neke splošne smernice pravzaprav ne bi imele veliko smisla. Je pa gotovo smiselno, da se s temi smernicami podučijo oziroma seznanijo vsi raziskovalci. Bo to potekalo, to izobraževanje ali pa predaja teh znanj na ravni fakultet, univerze? Ali bo prepuščeno vsakemu posamezniku, vsakemu raziskovalcu? Zdaj, mi smo na začetku procesa, tako da težko čisto natančno odgovorim. Vsekakor tale, nekako, kot sem rekla, predskupina za ERA ukrep na področju umetne inteligence v znanosti bo zaključila svoje delo junija z nekim zaključnim poročilom in mislim, da pač tam aktivno sodelujemo, mislim, da bo poročilo dobra osnova potem za začrtati proces naprej. Bi pa pričakovala, da pravzaprav tako, kot ste rekli, poteka ta proces nekih etičnih smernicah na vseh nivojih, tako na nivoju fakultet, ker gre domensko vezano za tisto domensko znanstveno področje specifične stvari, tako seveda kot na ravni univerze in tudi kot na nacionalni ravni. Skratka, mislim, da bomo mogli v nekem primernem okviru vse to pokriti v državi z vseh različnih vidikov in koncev. In saj z nacionalnega vidika bi pričakovala, da novo ustanovljeni nacionalni svet za etiko in integriteto bi bil vsaj v prvi fazi primerno telo, ki bi se tudi s temi vprašanji uporabe umetne inteligence v znanosti ukvarjali. Če bi potrebe pokazale potem, da je potrebno kakšno bolj specializirano telo, se seveda lahko razmisli tudi o čem drugem. Torej, umetna inteligenca je področje, s katerim se še bomo aktivneje ukvarjali tudi v bodoče, se pa do zdaj že nekako zelo aktivno ukvarjamo z digitalnim prehodom, zelenim prehodom in tudi enakostjo spolov, pa bi morda se najprej osredotočili predvsem na ta zeleni prehod, digitalno preobrazbo. Kje smo Slovenci na tem področju, kako uspešni smo pri zelenem prehodu in pa kako oziroma kakšno vlogo imajo pri vsem tem raziskovalne institucije in tudi raziskovalci. Komu lahko predam besedo? Nataša, boste vi? Bom jaz malo začela, no, pa bojo drugi malo nadaljevali. Zdaj, jaz tu čisto osebno sem zelo vesela, ne, da je EU toliko ambiciozna pri zelenem prehodu, ker drugače vprašanje, koliko bi se tudi v Sloveniji s tem ukvarjali na ravni gospodarstva, ker v resnici zeleni prehod ni ekonomična postavka. Ne? Predvsem je tudi, smo malo pozabili na zeleni prehod, ker je bila energetska kriza, tako da pač plavamo v teh izzivih sodobnega časa in je fajn, oziroma moramo imeti veliko diskusije, veliko debate na temo zelenega prehoda in načina našega življenja, da bomo pač to upeljali tudi v vse korake in tudi v gospodarstvo, no, in naše življenje doma, ko kaj skuhamo. Tako da to. Se pa sicer ukvarjate tudi z inovativnostjo. Kako ocenjujete to povezavo oziroma kako inovativni smo Slovenci, ko pride do zelenega prehoda? Oziroma, a imamo raziskovalce, ki se osredotočajo predvsem na to, a imamo tudi kakšne start-upe? Kolikšen delež ali pa kako uspešni smo pri povezovanju teh dveh področij? Jaz bi rekla, da imamo kar velik idej, velik raziskovalcev na tem področju, vprašanja pa potem pridejo res ugledajo luč na trgu oziroma v uporabi.
mislim tudi, da v Sloveniji smo zelo zaveščeni, tudi glede na druge države, in da moramo pa, se pravi, tudi z vidika tudi iz državnega vidika več sredstev temu nameniti, ker je le treba ta del spodbujati veliko bolj, kot mogoče, če sam za primerjavo rečem, digitalizacijo, kjer se ta ekonomika malo bolj splača, tako da pričakujem, da bomo na ravni države tudi šli veliko bolj v to smer in tudi take projekte pač malo preferirali. Jim dali prednost. Ja, vprašanje iz publike imamo. Bomo priskrbeli mikrofon, da se bo dobro slišalo. Dober dan, pozdravljeni, Luka Šinkovec. Moje vprašanje je pa glede na to, da smo na simpoziju slovenskih raziskovalcev v tujini. Kakšna je pa kakršnakoli podpora recimo za zeleni prehod iz tujine? Ne gre samo za, če bi slovenski raziskovalec v tujini imel neko izjemno idejo, neko izjemno rešitev, imamo kakšen framework, kakšno mrežo na voljo, kakšno podporo za kaj takega, da bi se uvozila v narekovajih taka rešitev zelenega prehoda v Slovenijo. Hvala. Na ta vprašanje ne znam čisto točno odgovoriti. Bi pa rekla, da pač v okviru EU imamo zelo veliko mrež, zelo veliko tudi združenj, kjer se da, je pa res, da če bi hoteli pač to v Slovenijo oziroma se pravi raziskovalske v tujini, da bi pač to v Sloveniji, da bi rabo najdeti partnerje v Sloveniji, katere bi recimo država lahko spodbudila z neko tudi finančno podporo, da bi ta stvar zaživela. Mislim, da sistem je pa res, da je malo, oziroma bom rekla ne malo, veliko odvisno od tega raziskovalca v tujini, kako se poveže. Tako da mreže pa na ravni EU, če me ne vprašate, jih je res veliko, tudi za zeleni prehod, zelo veliko iniciativ, mrež, združenj, tako da to mislim, da ne bi smel biti problem. Se pa lahko ta hipotetični raziskovalec, ki ima hipotetično idejo, lahko obrne tudi na ministrstvo, mu pomagate, sugerirate kakšne mreže? Ja, tudi pri nas imamo, se pravi, in nacionalne kontaktne točke, zdaj in za obzorje in za recimo za programe Eureke, bi pa recimo, če se kako? Kost, v redu, ja. Bi pa seveda, ja, na ministrstvu bi vas pač, da malo poiščete možnosti in pri Arisu, kjer so različne tudi objavljene stvari, sicer Aris bo noveliral svoje internetne strani, pričakujemo vsi, da se to tudi zgodi, Naslednje, bolj za vidik gospodarstva, bi vas pa usmerili na strateška razvojno-inovacijska partnerstva, ki delujejo v Sloveniji, ki so pa na 9 področji, pa ta pa tudi najdete, če malo pogooglate, če pač rabite se malo bolj z industrijo povezati. Gremo v Sando in ukrep 12. Kako aktivni ste pa kaj vi na tem področju, oziroma kot predstavnik recimo temu gospodarstva? A delate kaj na teh ukrepih? Konkretno na ukrepu 12, ki se dotika torej zelenega prehoda. Tako, ja. Najprej najlepša hvala za vabilo. Iskreno moram reči, da sem počaščen, da sem danes na tej okrogli mizi s 4 strokovnjakinjami na temo ERA področja, in tudi zame je bilo precej zanimivo se seznaniti s tem procesom, kajti za nas kot industrija in za nas kot Lek in Sando to predstavlja v bistvu nek politični okvir, kot ste rekli, oziroma poligon, na katerem lahko naprej gradimo in tudi vračamo naprej družbi. Zdaj konkretno pogovarjali smo se o 4 ukrepih in vprašanje se je nanašalo na 11. in sicer digitalni in zeleni prehod. Bi rekel, to bo zagotovo vsi 4 ukrepi, o katerih smo se pogovarjali, se mi zdi, da imamo zelo močno stičišče tudi z industrijo. Imamo veliko tudi, kar lahko mi kot industrija in kot zasebni sektor dobimo od dela na teh ukrepih, lahko pa tudi sami prispevamo in smo pomemben deležnik in partner. Zdaj, če se konkretno osredotočim na digitalni oziroma zeleni prehod, kar je ERA ukrep 11,
Bi rekel, da je to še posebej v prihajajočih letih, se mi zdi, da bo vedno bolj pomembno v generični farmacevtski industriji. Lahko bi samo omenil mogoče tudi za društvo Vtis in za študenti, ki so z nami, oziroma Slovenci, ki delajo v tujini, da smo zelo raziskovalno aktivni kot organizacija. Se pravi, LEK trenutno ima v Ljubljani razvojni center za male molekule, torej za generične izdelke. Delamo na precej zahtevnih, kompleksnih tehnologijah in smo eden izmed vodilnih razvojnih centrov znotraj Sandoja. Hkrati pa tudi imamo prihajajočo investicijo in sicer razvojnega centra za podobna biološka zdravila, tako za aktivne učinkovine kot tudi za končne farmacevtske izdelke. Zakaj to omenjam? Je zaradi tega, ker v prihodnje bodo inovacije še toliko bolj pomembne v Sloveniji in prav tako digitalni in zeleni prehod bo pomembna tematika, s katero se bomo morali vsi deležniki ukvarjati. Zdaj v LEK-u konkretno, mogoče če bi naštel par konkretnih primerov, trenutno imamo več iniciativ, ki se ukvarjajo s tem, kako lahko uporabimo vrednost podatkov, ki jih zgeneriramo tekom razvoja. Če si predstavljate, tekom razvoja enega izdelka imamo veliko nekak funkcij in področij, ki sodelujejo, od tehnologije, analitike in veliko podatkov, ki smo jih do sedaj generirali v različnih nekih silosih, v različnih programskih orodjih. Trenutno smo v nekem trenutku, ko se ukvarjamo s tem, kako lahko uporabimo te podatke, zato da dobimo neka dodatna znanja z manjšim številom poskusov. Torej, tako, seveda. In tukaj smo predlagali eno orodje, se pravi virtualno razvojno okolje, ki je bilo tudi prepoznano na enem izmed zadnjih GZS-ov srednje slovenske regije. Torej, ravno z uporabo podatkovne analitike želimo zmanjšati število poskusov, posledično tudi vplivamo na ekonomičnost samega razvoja in hkrati na porabo surovin, porabo energije in direktno tudi na trajnost. Rekel bi tudi, da raziskovalci pri razvoju samih procesov skrbijo za to, da proces naredijo čim bolj trajnostnega, kar se nekako da. Se pravi, prvi cilj v farmacevtski industriji je seveda varnost in kakovost zdravil. Tega se ne moremo nekako izogibati in izogniti, ampak obstajajo nekako različne tehnologije, s katerimi se lahko poslužujemo. Konkretno jaz pri svojem doktoratu delam z tehnologijo iztiskanja talin, ki je na nek način v bistvu naslavlja to težavo slabotopnih učinkovin, ki jih ne moramo peroralno administrirati, jih lahko administriramo samo intravensko. V bistvu s to tehnologijo lahko učinkovine administriramo peroralno, je pa v primerjavi z drugo obstoječo tehnologijo, ki uporablja topila. Ta tehnologija iztiskanja talin, se pravi, ne uporablja topila in na ta način je tudi bolj trajnostna. Tako da mislim, da v prihodnje bo vedno več nekako potrebe po novih inovacijah, ki naslavljajo izzive, s katerimi se trenutno soočamo na splošno v družbi, bom rekel, ki se nanašajo tako na digitalni prehod, kot tudi na to, kako smo lahko bolj zeleni. In tudi se bomo verjetno morali vsi bolj zavedati, kako smo lahko pri svojem delu se bolj zavedamo teh vidikov in mogoče en izziv tudi, ki se nas tiče in je odvisen od ere in era veliko lahko prispeva kot proces, je, kako tudi to vseživljenjsko učenje ohraniti. Se pravi, tudi ko zaključimo s študijem, kako lahko še naprej gradimo nova znanja. En izmed projektov, s katerimi smo se ukvarjali, so bile tudi tako imenovana mikrodokazila, ki morda pridejo v upoštev tudi nekako na presečišču z cilji ere, kajti omogočajo neko fleksibilno, prožno obliko učenja v krajšem obsegu in so morda tudi način, kako lahko zgradimo veščine pri že obstoječih zaposlenih in pri tudi lokalnih skupnostih, kar se tiče digitalnega in zelenega prehoda. Pa če dodamo morda samo še eno področje, zdaj omenili ste jih kar nekaj, ki sovpadajo z ero, kaj pa enakost spolov? Kako pa spodbujate oziroma kakšna so vaša prizadevanja na tem področju? Kar se tiče enakosti spolov, bi jaz rekel, da LEK oziroma Sando tudi kot organizacija se zelo zavzemamo za raznolikost, enakopravnost in vključenost vseh zaposlenih. Najprej mislim, da zaradi tega, ker je to etično prav, bi rekel, da je to prvi in glavni razlog, dodatno pa zaradi tega, ker s tem povečujemo na nek način ta value proposition oziroma vrednost same družbe LEK, hkrati pa tudi slovenske družbe. Če govorimo, veliko smo govorili o neenakostih, ki obstajajo v Evropski uniji, kar se tiče evropskega raziskovalnega prostora. Mislim, da je
enakost spolov, enakost po spolu en izmed ključnih dejavnikov, ki lahko pomaga k nekako odpravi teh neenakosti in teh razlik, ki jih vidimo v družbi. Tako da v Leku konkretno imamo pobudo DEI oziroma raznolikost, enakopravnost in vključenost, ki temelji na 5 stebrih. Eden izmed teh 5 ključnih stebrov je enakost po spolu. Zdaj, kaj delamo konkretno na tem področju? Jaz bi rekel, kot Lek smo dejansko ena izmed vodilnih organizacij, kar se tiče vključenosti ženskih raziskovalk in strokovnjakinj. Imamo 55% žensk trenutno na vodilnih položajih. Jaz bi rekel, da imam veliko tudi sodelavk, ki jih tudi občudujem in jih vidim kot vzornice. Hkrati pa tudi te vzornice vsako leto predlagamo, imamo interno nagrado Inženirko leta. S tem želimo tudi nekako predstaviti najboljše prakse in prispevke naših sodelavk, raziskovalk, hkrati pa jih tudi prijavljamo na nacionalni razpis za Inženirko leta. Bi rekel tudi veliko nekako sistemskih, kadrovskih politik, ki jih imamo, tudi spodbuja vključujoče okolje. Imamo pravilnike in navodila, tudi kar se tiče materinskega dopusta, imamo tudi ozaveščanje o pomenu nekako stereotipov, ki jih imamo, ki se jih mogoče ne zavedamo v družbi in zakaj je pomembno, da jih tudi premagamo. Tako da verjamemo, da enkrat bomo tudi imeli prihodnost, v kateri se ne bomo rabili nekako več ukvarjati s temi tematikami, zaradi tega, ker bo to nekako samoumevno in se želimo tudi spodbujati ženske in mlade raziskovalke, da se čim bolj in v čim večjem številu vključajo v STEM znanosti in vede. To je zelo spodbudno. Doktorica Gita Zadnikar, tudi vi se ukvarjate z enakostjo spolov. Kakšna je pa kaj statistika, ko pridemo izključno do raziskovalk in raziskovalcev? Smo enakopravni oziroma smo uravnoteženi po spolu? Ja, hvala Ognjenu, ki je tako lepo predstavil ukrepe njihovega podjetja. Pozdravljam in me veseli, da je tako. Ja, enakopravni smo po zakonu, se pravi enakopravni smo, enaki, enakost spolov, pa pač na to pa še marsikaj drugega vpliva. Tako da, ko ste me vprašali, jaz sem prej razmišljala, sem pričakovala tako vprašanje, pa sem razmišljala, lahko gledamo kvalitativno, kvantitativno, vedno so številke bolj učinkovite, ampak vseeno bi rada za začetek sam poudarila še nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno, in sicer, da se na našem ministrstvu, da je že dolga zgodovina ukvarjanja s tem področjem. Kolegica Andreja je bila tudi zelo aktivna in sicer začela se je s Helsinško skupino, potem kasneje s Komisijo za ženske znanosti in zdaj s Komisijo za enake možnosti na področju znanosti, in se mi zdi pomembno, da se to pove, da temu namenjamo že dalj časa precej pozornosti. Hkrati, tako kot je bilo rečeno, se usmeritve ali pa neke te glavne linije z evropske smernice so lepo prenesle v našo strategijo, znanstveno, raziskovalno, inovacijsko, in tudi v zakonu pač imamo te stvari definirane. Kar se tiče podatkov, pa takole, raziskovalke in raziskovalci, približno tretjina je raziskovalk v Sloveniji, največ na področju medicine, če sem si prav zapomnila, manj potem na področju tehnike in tehnoloških ved, najmanj. Stvar je, recimo zanimivo je tudi ta podatek, da je se pravi žensk z doktoratom v letu 2023 bilo več kot moških, kar je tudi občutna razlika, če primerjamo podatke z daljnimi 80 leti, kjer je bil ta odstotek 18%, se pravi se vidi, da se v tej časovni se pač stvari spreminjajo. Seveda pa je se tukaj nekako ta, kako bi rekla, pozitivni podatki z ravni te terciarne izobraženosti, potem počasi začne zadeva upadati. Zakaj začne odstotek žensk, čeprav so isto izobražene, enako izobražene,
12% manj plačana, ne? Se pravi, tukaj je treba raziskovati v detajle, ne? Se pravi, zasedajo verjetno neke nižje pozicije, so izvoljene v nižje nazive, kaj jih ovira pri tem kariernem napredovanju in tako naprej, ne? To so potem te izzivi, o katerih smo prej govorili, ne? Jih razumeti in ustvarjati tako raziskovalno okolje in delovno okolje, kjer do takih razlik ne bi prihajali. A sem odgovorila na vprašanje? Ja, mislim, moje Odprla debato. Odprli smo debato. Moje naslednje vprašanje bi bilo, ne, v čem se konkretno poznajo te razlike, ampak zdaj smo izvedeli, ne, torej predvsem pri tej 12%. To recimo, da je dober pokazatelj. To bi bil en tak vidik, ne, seveda so še drugi, ne. Kakšni? Bi morda še kakšnega izpostavili? Recimo najbolj očitna je ta plačna vrzela, ne. Potem imamo recimo tudi področje spolnega nasilja, spolnega nadlegovanja, ki ga je tudi treba urejati, s katerim se tudi ukvarjamo v okviru ERA ukrepa. Na področju visokega šolstva je bil v pripravi pravilnik, zato pa mislim, da se nekje ustavili, ampak da se zgodba nadaljuje. Ali bomo kaj v tej smeri delali tudi na področju znanosti, mislim, da se bo tudi ta zadeva še razvijala. Potem imamo seveda gender balance, se pravi uravnoteženost po spolu, nekako poskušamo z zakonom ali pa na tak način malo bolj oster uravnavati, tako da so potem, tako kot je tudi Ognjen poudaril, na vodstvenih položajih, mislim, da ste omenili 55% zastopane ženske, ne. Ni povsod tako, tudi na silo zagotoviti ta gender balance, če ti kadra nimaš, recimo tudi en izziv in tako naprej, no. In se to naslavlja tudi ukrep številka 5, oziroma vsemi temi konkretnimi. Vsem tem se pogovarjamo v okviru ukrepa, ja, in to so tudi neke glavne usmeritve, ja, ne. Morda bi bilo zdaj zanimivo spet izvesti kakšno anketo ali pa vsaj preveriti pri vtisu, kakšen je pa odstotek ženskih članic in moških, da se še tam preveri ta enakost spolov, enake možnosti, ampak o tem več med odmorom, ob kavi, ko bomo lahko poklepetali v malce bolj neformalni obliki. Preden zaključimo okroglo mizo, bi samo še besedo predala vam, spoštovano občinstvo, ali ima kdo od poslušalcev kakšno vprašanje, torej ki se nanaša na kateri koli ukrep, torej 5, 12, umetna inteligenca v znanosti, raziskovanju, potem zeleni prehod, digitalizacija, enakost spolov, enake možnosti. Ja, prosim, gospod. Moje ime je Andrej Grebenc, Fakulteta za računalništvo in informatiko. Zdaj, sem pozabil, kaj sem hotel reči. Trenutek počakajte, bo prišlo. Mogoče pa lahko mi vprašamo vas, kakšen je pa odstotek študentk pri vas? Verjetno tudi narašča v zadnjih letih. Narašča, tako je, narašča, vendar je računalništvo informatika je še v Sloveniji pretežno moški, rekel bi bilo več študentov kot študentk statistike, zdaj ne vem, se pa vsako leto izboljšuje ta situacija, tako da ja, gremo te stvari počasi naprej. Pomembno je, da je dober trend. Ko se pa spomnite vprašanja, pa vam ponovno damo besedo. Zdravo, moje ime je Ajda in sem doktorska študentka iz bioinformatike v Veliki Britaniji. Mene pa zanima glede enakosti spolov. Se pravi, doktorira nas približno enako, ali pa zdaj tudi punce več, ampak se mi zdi, da se ustavi pri postdoktorskem raziskovanju. Tudi jaz bom imela dilemo ostati v akademiji ali iti v industrijo in se mi zdi, da postdoc, to je prekarno obdobje in da moramo punce veliko bolj razmisliti o velikem pritisku, relativno nizki plači napram industriji in pač tudi to je obdobje, ko si potencialno ustvarjamo družino in ja, mogoče kakšen komentar, kako imeti pozitivne spodbude, da ne bo tega stropa pri postdocu, ko začne upadati in ja, da bi imeli punce na visokih položajih v akademiji, ker je tukaj ta prag, se mi zdi, ustvarjen.
Ja, točno to, kar ste omenili, je v bistvu ta zadeva, ne, da pač do nekje gre, ne, imamo, recimo temu, smo približno primerljivi tudi kvantitativno v podatkih, ne, potem se pa, zakaj se tam ustavi, kaj se zgodi, ne. In jaz mislim, da je treba ustvarjati tako delovno okolje, po eni strani, ki predstavlja enaka izhodišča za oba spola ali pa še kakšnega več, ne. In hkrati ta druga dilema, ki je glede prehoda v zasebni sektor, da je pač tukaj pa verjetno tisto finančno tudi tisto, ki prevaga, ne, da se nekdo odloči. Se pravi, da je in finančno in delovno okolje in finančno spodbudno in hkrati, da nudi vsem enake okoliščine za delo ali pa enako izhodišče, ne. Da nudi tudi neke podporne ukrepe ali pa mehanizme ali pa pristope, ki omogočajo lažje odločitev za materinstvo oziroma da se to inkorporira, a ne v to, da je to pač nekaj, kar se zgodi in zaradi tega nekdo ne sme biti kaznovan, ne v obliki točk znanstvenih, ki jih ne more dobiti, v obliki projektov, ki jih ne more pridobiti v tem obdobju, a ne, da mu je olajšan povratek. Recimo pred kratkim sem naletela, ker jaz tudi skozi razmišljam o tem, kako bi se pa jaz v raziskave vrnila, a ne, malo se hecam. V Veliki Britaniji, ko ste rekala, ne, je zelo zanimiva fundacija, Daphne Foundation, ne vem, če ste slišali za njo, kjer omogočajo ženskam, ki so za 10 let, ki so imele ta career break, ne, lahko tudi 9-10 let štipendijo, finančno spodbudo za njen projekt, da se vrne nazaj v raziskovalno sfero. In se mi zdi, da bi take stvari sigurno pomagale, a ne. Je pa to zelo kompleksna zgodba, ne. Ja, se strinjam. Samo ne želim, da porodniški dopust onemogoči vzpenjanje po akademski letvici. Absolutno, ja. In ja, je velika dilema žrtvovati določene stvari in biti tisti role model, ki gre naprej po akademski poti, ali si reči, da mogoče to ni moj boj in da sem žrtev trenutnega sistema, ki še ni dovolj podporen in iti v industrijo. Ja, mogoče samo še eno stvar, pa pol Petri predam. To je zanimiva tema, ki se dogaja tudi v okviru enega drugega era ukrepa, če se na to spet vrnemo v okviru era ukrepa, ki se posveča raziskovalnim karieram, a ne, in kjer pač se obravnava tudi to, a ne, da se vključi v assessment in v vrednotenje, da je career break, se pravi prekinitev kariere, da se omogoča, ko bi rekla, obravnavanje, vrednotenje, upoštevanje različnih izkušenj in tudi to, da pač karierna pot ni nujno tako linearna, ampak se lahko postavi, lahko greš v industrijo, prehajaš med sektorji, se vrneš v raziskave in tako naprej. Ja. Hvala. To sem hotela mogoče dodati, se pravi, imamo tudi era ukrep 3, ki govori o research assessment in govori o, se pravi, ocenjevanju raziskav, raziskovalcev in raziskovalnih inštitucij in ravno ta ukrep, se pravi na nivoju Unije, gre stran od tega ocenjevanja raziskovalcev samo kvalitativno, se pravi, da ne štejemo objave v visoko citiranih revijah in to je zdaj recimo tudi rezultat novega sklepa ali je, ne vem, če je sklep, pravilnik od Arisa, da pri svojih da pri prijavah za ocenjevanje projektov različnih stvari ne upošteva več samo pač ocen, ampak gre na kvantitativno, stran od kvantitativne in gre na kvalitativno ocenjevanje, no. Bomo dali še besedo doktorici Omejki Venturini, potem nadaljujemo z vami. Ja, samo na kratko, vsemu temu, kar je bilo rečeno, zdaj razlike v plačah med javnim sektorjem in industrijo, to verjetno ne bomo premagali, dela se na ocenjevanju. Bi pa rekla v zvezi s prekarnostjo, s katero ste začeli takoj na začetku vaše vprašanje, prekarnost je nažalost res en tak element v karieri, znanstveni karieri, zelo veliko znanstvenikov in znanstvenic, tle ni razlike, so dolgo časa na prekarnih mestih, preden pridejo do neke stabilne pozicije in to seveda za neko mlado družino sploh ni primerno, tako da se tudi o tem razmišlja.
In recimo v Sloveniji je s tem novim zakonom, ki ga je tudi že minister omenil, ki je marsikaj prinesel, ena pomembna zadeva se mi pa zdi, ki jo je prinesel, pa poleg te avtonomije, ki jo je dal ustanovam s tem, da smo povečali stabilno financiranje, ki ni odvisno od prijavljanja na projektne razpise, se pravi to ustanova dobi kot pavšal ali kako bi rekla, kot blok financiranje, je izrecno v zakonu tudi dovoljeno, da se iz tega financiranja financira raziskovalci, ki so recimo med projekti, ki nimajo trenutno raziskovalnega projekta. Zato je to prepuščeno organizaciji, ne, seveda upamo, da rešujejo na ta način organizacije, ampak saj imajo možnost, tam, kjer je zavedanje, da nekatere raziskovalce za določeno obdobje lahko dajo na stabilno financiranje. Niso odvisni od tega, da morajo kar naprej iskati finančna sredstva na razpisih za projekte in seveda v nekem obdobju je to zelo težko. Tako da se mi zdi, da je to tudi ena dosti dober ukrep, ki jo lahko organizacija, da zadrži mlade raziskovalke v svoji sredini tudi preko tega obdobja, ko si ustvarjajo družino. Je kar spodbudno slišati, da se nekdo konkretno ukvarja s tovrstnimi problemi, verjetno, ne? Ja, doktorica Zadnikar. Jaz sem samo še to, hvala Andreja, da si to omenila, zelo pomembno. Hotela sem samo še to dodati, kako se je zdaj lepo videla, ne, da ko govorimo o enakosti spolov, dejansko to obsega več ukrepov, kako je vse eno z drugim povezano in da ni to eno ločeno od drugega, se pravi, enakost spolov praktično vse lahko vključimo, a ne, najbolj pa mogoče res raziskovalne kariere, kjer se ogromno dogaja, škoda, da me niste še v tisti vlogi, ker tam je ogromno zapovedati, pa tudi Andreja bi imela kaj zapovedati. Na ravni EU se dogajajo take stvari, no, ki mene navdihujejo, so meni všeč, ne, da se ravno v takih situacijah ne znajdemo, ko imaš raziskovalko, ki mora iti po linearni poti, pa zbirati točke, pa hkrati imeti 5 otrok, pa gospodinjske posle, v glavnem, malo sem šla tako karikirama, ne, ampak imamo, se pravi, ERA ukrep 3, Research Assessment, reforma vrednotenja na področju raziskav, potem imamo 4 raziskovalne kariere in pa 5, no, če sam te 3, meni so te 3 so prepleteni popolnoma, ne, in 5 enako spolov, ne. Je pa spodbudno tudi to, ne, da vidimo, da so neki problemi, ki jih opažajo tudi obiskovalci današnjega simpozija, recimo, in jih izpostavijo in potem lahko slišijo, da se pa nekdo na neki nacionalni ali pa evropski ravni konkretno ukvarja s tovrstnimi problemi in jih tudi rešujejo tudi s pomočjo recimo ERE. In to se mi zdi ena taka dodana vrednost tudi današnje okrogle mize. Samo še zadnjič preverimo, ali ima kdo kakšno vprašanje. Sicer se zahvalimo vsem sogovornicam in sogovorniku za vaše izčrpne odgovore, sem pa prepričana, da vas bo še kdo pocukal za rokav tudi tamle zunaj in vas vprašal še o kakšnih bolj konkretnih zadevah. Najlepša hvala za vaš čas in vam za pozornost. Najlepša hvala moderatorki okrogle mize in pa seveda vsem govorcem, gostom. Sedaj bomo pa nadaljevali s predstavitvijo vtis partnerja Alme Mater in sicer predstavili bomo projekt z naslovom Pametne srebrne vasi. Zelo zanimiv in inovativen projekt pa nam bo predstavil profesor dr. David Bogataj. Dr. Bogataj je na žalost ostal v tujini, tako da bo danes predavanje preko spleta, tako da nam bo predstavil projekt preko video klica. Tako da jaz predlagam, da, super. Tako da, najlepša hvala, pa uživajte v predstavitvi. Dober dan, lep pozdrav iz Španije. Tukaj z Tehnično univerzo v Kartageni raziskujemo razvoj naselij za starostnike. Španija je najbolj atraktivna država za selitev iz severa na jug in obstajajo številna naselja, predvsem tujcev,
torej v Španiji živi več kot milijon upokojenih Angležev, imajo pa nepremičnine, več kot milijon nepremičnin imajo Nemci, potem so Španci, potem so Francozi, Irci, Nizozemci in ostali zahodnoevropski narodi. In poskušamo to implementirati v slovensko okolje. Torej, tukaj je model načrt prve oziroma zasnova prve pametne srebrne vasi v Sloveniji. Zasnova je nastala na osnovi projektov, ki smo jih izvajali v okviru projektov Slovenske agencije za znanstveno-raziskovalno inovacijsko dejavnost ter projektov, ki so bili financirani s sredstvi lokalnih akcijskih skupin, torej sredstvi Ministrstva za kmetijstvo in Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Zdaj pa bomo pogledali si rezultate raziskav, zakaj je smiselno, da v Sloveniji razvijamo naselja za starostnike, zakaj so za Slovenijo primerne vasi za starostnike in v bistvu, kakšne so možnosti razvoja teh naselij v Sloveniji. Tukaj bi pa podal seznam projektov financiranih s strani Javne agencije za znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije. Torej, projekti so K zdravju naravnano vedenje kot kreator trajnostnega razvoja grajenega okolja, kultura varnosti pacientov, hierarhična zasnova in financiranje socialne infrastrukture pametnih srebrnih vasi, vrednotenje trajnostnega razvoja urbanega prostora skozi parametre razvoja socialne infrastrukture in življenjskega zadovoljstva, razvoj starostnikom prijaznih skupnosti za starejše, ustvarjanje družbene vrednosti starostnikom prijaznim upravljanjem stanovanjskega sklada v vseživljenjskih soseskah, medgeneracijsko sožitje na podeželju, razvoj socialne infrastrukture za preprečevanje socialne izključenosti ter blažitev socialnih pritiskov na podeželju. Ta je bil sofinanciran s strani Ministrstva za kmetijstvo, kjer smo podali konkretne rešitve, kako se lahko črpajo evropska sredstva za razvoj socialnih kmetij, za razvoj pametnih srebrnih vasi, zaradi tega, ker je socialno-varstvena dejavnost je bila že leta 2018 dodana kot dopolnilna dejavnost na kmetiji. Torej, tudi kmetije se lahko razvijajo v tej smeri. Potem razvoj socialne infrastrukture in storitev za izvajanje dolgotrajne oskrbe v skupnosti, pravno opredelitev statusa kmeta in vključevanje in kmetije, vključno z gospodarskimi, okoljskimi in socialnimi ukrepi, ter planiranje dolgotrajne oskrbe na domu in v institucionalnem okolju na temelju modela mnogoterih pojemanj. Torej, to so zdaj rezultati skoraj desetletnega raziskovalne dejavnosti. Pametne srebrne vasi so še posebej postale aktualne po covidu, zaradi tega, ker je COVID nekako razgalil ranljivost starostnikov, še posebej v domovih starejših občanov, kjer veliko starostnikov živi v eni zgradbi. Zaradi tega je bistveno bolj primerno, če živijo razpršeno v posameznih stanovanjskih enotah, kjer je bistveno manjša verjetnost okužbe. COVID je tudi podal možnost novih ekonomskih konceptov, kar naenkrat je bilo ogromno javnih sredstev na razpolago za socialno infrastrukturo, za rešitve za oskrbo starostnikov, za negovalne bolnišnice, za infekcijske bolnišnice. Torej, družba je v to smer, v zagotavljanje socialne infrastrukture, pokazala, da lahko nameni veliko sredstev, da je to pomembno družbeno vprašanje. Torej, COVID je tudi pokazal, da imamo potrebe po novih konceptih socialne infrastrukture, torej, ki so bolj razpršeni, kjer je verjetnost okužbe manjša, in pokazal je na izjemno vlogo digitalizacije.
Torej, Evropska unija prehaja iz industrijske družbe v postindustrijsko družbo in sedaj bolj kot premog in jeklo postaja pomembna kakovost življenja. Torej, pametne srebrne vasi se vključujejo v koncept revitalizacije podeželja. Zaradi tega, ker po novi kmetijski politiki, skupni kmetijski politiki, cilj skupne kmetijske politike ni samo pridelava in predelava hrane, ampak je pomemben cilj postal revitalizacija podeželja, ker podeželje v Evropi je najbolj demografsko ogroženo in vprašanje je, kako je možno dvigati kvaliteto življenja, da se zadrži upad prebivalstva na podeželju. Torej, zakaj pametna srebrna vas, zakaj srebrna? Ker gre za analogijo s srebrnim gospodarstvom. To so storitve in izdelki za starejše od 50 let. Torej, srebrno gospodarstvo je najhitrejše rastoče gospodarstvo v Evropi in je tretje največje gospodarstvo na svetu, torej evropsko srebrno gospodarstvo je tretje največje gospodarstvo na svetu za gospodarstvom Združenih držav in Kitajske. Je ocenjeno že leta 2015 je bilo ocenjeno na 4,6 trilijona evrov. Od tega imajo največji delež vlaganje v nepremičnine, to je okrog trilijon. Od teh sredstev je vlaganje v nepremičnine, torej starostniki kupujejo nove nepremičnine, se selijo, prilagajajo svoja stanovanja. In to gospodarstvo raste po 5,5% stopnji. Torej, če ne bi imeli srebrnega gospodarstva, bi Evropa bila zdaj v globoki recesiji. Ker vemo, da industrija upada, tisto, kar raste povpraševanje po storitvah za starostnike. Tukaj v regija Murcia, kjer se nahaja Univerza v Kartageni, so v novem prostorskem načrtu predvideli 100.000 novih objektov, torej stanovanj in hiš, in večina kupcev za teh 100.000 novih hiš računajo na tujce. Recimo v lanskem letu je v Španiji bilo prodano 1/5 vseh stanovanj so kupili tujci in so jih kupili predvsem za upokojitev, z namenom upokojitve. Torej, namen pametne srebrne vasi je oskrba starajočega se prebivalstva, torej je socialna komponenta pametnih vasi. Torej, koncept pametnih vasi je in evropsko gibanje za pametne vasi je v Evropskem parlamentu sprožil slovenski evropski poslanec Franc Bogovič, ki je bil prej tudi župan občine Krško. Torej, ta koncept, ki sem vam ga prej pokazal, smo razvili skupaj z občino Krško. Seveda občina Krško ima sredstva, ker pač 20% ekološke rente, ki dobi zaradi nuklearke, namenja za oskrbo starostnikov, in občini Krško je en najvišjih nivojev dolgotrajne oskrbe, predvsem dolgotrajne oskrbe v skupnosti v Sloveniji. Tako so pokazale raziskave. Torej, v pametni srebrni vasi lahko razvijamo kakovostne zdravstvene in socialne storitve v skupnosti, torej uporabljamo poleg tega, da delujejo timi zdravstveni in timi za izvajanje dolgotrajne oskrbe v tej pametni srebrni vasi. Torej, pametna srebrna vas ima kapacitete za okoli 200 prebivalcev, s tem ustvari okoli 100 novih delovnih mest. In povpraševanje po dolgotrajni oskrbi bo raslo do konca stoletja. Torej, to so delovna mesta, ki ne bodo nikoli, vsaj ne do konca tega stoletja, pobegnila na Kitajsko, v Mehiko, v Bangladeš. To so kvalitetna, dolgoročna delovna mesta, ki so financirana z javnimi sredstvi, oziroma ki bodo financirana z javnimi sredstvi, ko bo zaživel nov zakon o dolgotrajni oskrbi.
Torej smo pametna srebrna vas, kombinira 3 koncepte. Koncept upokojenska vas. Prva vas za upokojence je bila ustanovljena v okolici Londona leta 1914. Prva stanovalka se je preselila tja 1917 in aktuarji z Cass Business Schoola v Londonu so analizirali 100-letno trajektorijo smrtnosti, torej kako se je gibala, primerjali so, kako se je gibala smrtnost, oziroma iz smrtnosti računamo pričakovano trajanje življenja v tej vasi, ki ima kapacitete za 440 ljudi, v primerjavi z smrtnostjo oziroma pričakovanim trajanjem življenja v družinskih soseskah. In kaj so ugotovili? Ugotovili so to, da je bila razlika v pričakovanem trajanju življenja, torej v tej vasi za starostnike, ker je bila vas starostnike prilagojena funkcionalnim zmožnostim starostnikov, v taki vasi je verjetnost padca pol nižja, v taki vasi je bistveno nižja socialna izključenost, torej v tej vasi se samo 20% ljudi ocenjuje, da so zelo osamljeni, medtem ko ljudje, ki živijo v družinskih hišah, pa med 60 in 80%, torej 80% jih ocenjuje, da so osamljeni, od tega 60%, da so zelo osamljeni. V Angliji imajo celo zdaj ministrstvo za, torej državni urad za osamljenost, in študije so pokazale, da je, če je človek osamljen, da je enako, ko bi pokadil 15 cigaret, torej enako škodljiva je osamljenost za zdravje, kot če pokadite 15 cigaret na dan, in dokazano je, če ste osamljeni, pri vas demenca nastopi 5 let prej, kot pa pri osebah, ki niso osamljeni. Pogledali si bomo pa potem te konkretne prihranke, ki se za zdravstveni sistem ustvarijo, ker imamo pol nižjo incidenco padcev, in poleg tega je glavni razlog v Evropi za smrt po 75. letu je padec. Torej, posledice padca so glavni razlog za smrt v Evropi po 75. letu. Torej, kombiniramo koncept pametne upokojenske vasi, koncept socialne ekonomije in koncept pametne vasi. Torej, rekli smo, da pametne vasi so analogija pametnim mestom na podeželju. To je inovativna kombinacija resursov in lokalnih prednosti za zagotavljanje boljše kvalitete življenja na podeželju in bolj učinkovito upravljanje z resursi na podeželju. Torej, pametna srebrna vas je socialna infrastruktura za izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe in za življenje starejših odraslih na podeželju. Torej, če gledamo upokojenska vas, definicija iz Cambridge Dictionary, to je mesto z hišami, torej prostor z hišami ali stanovanji in storitvami, ki so namenjene za starejše odrasle. Srebrna ekonomija je del splošne ekonomije, ki je relevantna in zagotavlja potrebe in zadovoljuje povpraševanje starejših odraslih. Srebrna ekonomija je vsota vseh ekonomskih aktivnosti, ki služijo potrebam starejših od 50 let, oseb starih 50 let in več, vključno z proizvodi, storitvami, ki jih kupijo te osebe direktno, in ekonomsko aktivnostjo, ki jih njihova potrošnja ustvari. Torej, v srebrno ekonomijo so tudi vključene plače in potrošnja oseb, ki delajo v srebrni ekonomiji, torej mlajših od 50 let, ki skrbijo za starejše. Torej, srebrno gospodarstvo. Oprostite, gospod Bogataj, jaz bi vas prosila, če lahko še eno-dve minutke, potem pa boste mogli zaključiti. Ja, torej,
če gremo na potrebo, torej kratka definicija, pametne vasi so skupnosti na podeželju, ki uporabljajo inovativne rešitve za izboljšanje svoje odgovornosti, grajene na lokalnih prednostih in priložnostih, zanašajo se na participativen pristop, da razvijajo in izvedejo svoje strategije za izboljšanje gospodarskih, socialnih in okoljskih pogojev, predvsem z uporabo rešitev, ki jih ponujajo digitalne tehnologije, izkoriščajo prednosti sodelovanja in povezav z drugimi skupnostmi in deležniki iz podeželja ali mestnih okolij. Zagon in izvedba strategij pametnih vasi lahko izvira na obstoječih iniciativah in je lahko financiranja iz različnih javnih in zasebnih virov. Torej, vidite, je povpraševanje, recimo v lokalni akcijski skupini Posavje, torej starejši od 80 let, število starejših se bo skoraj potrojilo do konca, v naslednjih 50 letih, do leta 2070, torej povpraševanje bo stalno naraščalo in število delovno aktivnega prebivalstva se bo pa skoraj upadlo za 30%, torej delovna sila se bo zmanjšala. Torej vidimo, da bo razmerje med številom prebivalcev in delovno aktivne kohorte in prebivalcev 80 let in več upadalo, zdaj jih imamo okrog 12, oziroma leta 2000 smo jih imeli okoli 12 in to bo upadlo na 2,7. Torej imeli bomo 2,7 delavca na enega starejšega od 80 let. In verjetno, da bo oseba, ki je stara 80 let in več, odvisna od tuje pomoči, je cirka 1/3. No, tukaj pač imam več teh predstavitev, tako da vabljeni še na kakšne druge predstavitve. Jaz bi zdaj samo na kratko prikazal družbeno vrednost, ki jo ustvarjajo, torej pametne vasi ne dvigujejo samo kvalitete življenja, ampak ustvarjajo velike prihranke za zdravstveni sistem Slovenije, torej nacionalne zdravstvene sisteme, tukaj je shema, in torej zakaj? Torej ureditev bivanjske problematike rešuje bivanjsko vprašanje za vse generacije. Kaj je pa cilj ureditve bivanjske problematike starejših? Je ohranitev funkcionalnosti starejših, torej povečati nivo samooskrbe in kakovosti življenja. Imamo pa zakonodajo, ki zahteva, da to uredimo, je zdravstvena zakonodaja, socialna zakonodaja, imamo zakonodajo oziroma pravilnike na področju oskrbovanih stanovanj in imamo novo zakonodajo na področju dolgotrajne oskrbe. Torej, ureditev stanovanjske oskrbe tudi razbremenjuje zdravstveni in socialni sistem, ker zmanjšuje rizike in s tem zmanjšuje javne izdatke in ustvarja družbeno vrednost. Torej, skladno z 78. členom Ustave mora država poskrbeti za primerno stanovanje. Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Recimo, ne smemo živeti, imamo zakonodajo, ki preprečuje, da živimo v okolju, kjer so elementi iz azbesta, ker vemo, da je azbest škodljiv. Nimamo pa zakonodaje, ki bi preprečevala, da bi starejši živeli v stanovanjih, kjer so stopnice. Torej, stopnice so torej verjetnost, da boste umrli zaradi tega, ker boste padli po stopnicah po 80. letu starosti, je bistveno večja kot pa verjetnost, da boste umrli od azbestoze. Druga stvar, 72. člen Ustave zahteva zdravo življenjsko okolje. Torej, vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. Torej, ta dva člena, 72. člen Ustave in 80. člen Ustave, zahteva od države, da ustvari možnosti, da si državljani pridobijo primerno stanovanje in na podeželju je primerno stanovanje za starejše, torej oskrbovano stanovanje v pametni Srebrni vasi. In tukaj je model, kako ta stanovanja, kako je treba prilagajati okolje funkcionalnim zmožnostim posameznikom, da se zmanjšajo riziki. To bi preskočil, razsledki raziskav. Jaz bi samo še tole minutka, če lahko. Zelo na kratko, prosim. Ja,
Tukaj so pa konkretni rezultati prihranka v Združenem kraljestvu. Torej, v Združeno kraljestvo ima 6 milijonov socialnih stanovanj, od tega je pol milijona varovanih stanovanj. Torej, v Združenem kraljestvu je 20krat več javnih najemnih stanovanj, torej socialnih stanovanj na prebivalca kot v Sloveniji. In ti prebivalci, ki živijo v varovanih stanovanjih, ki so prilagojena funkcionalnim zmožnostim za starejše, prihranijo skoraj £500 milijarde na leto nacionalnemu zdravstvenemu sistemu Anglije, zaradi tega, ker ni padcev. Tukaj imamo to, ker je incidenca padcev v tem okolju pol nižja kot v družinskih stanovanjih. Torej, ta stanovanja ustvarjajo družbeno vrednost. In prihranek, glede na kalkulacije Združenega kraljestva, je prihranek 100% večji, prihranek pri zdravstvenem varstvu, prihranek pri socialnem varstvu je 100% večji, kot je pa, če država plača najemnino posameznikom v naselju za starostnike v pametni Srebrni vasi. Najlepša hvala.